Radio SI Main Stage. Tako je Radio SI Main Stage. Boris Kokal, lep pozdrav. Živijo, čau. Zasedba Kokosi. Preden bomo začeli s pogovorom, je Helena skupaj nabrala nekaj pohval, sklepam. Ja, Kokosi so si za uho zapisali, da so štiridimenzionalno bitje pretežno glasbene nature, ponujajo zelo svež veter na slovenski glasbeni sceni in nič kaj se ne obračajo po vetru. Daleč od tega so zelo samosvoji, žanrsko se ne opredeljujejo, ponujajo pa, če se zelo strokovno vseeno opredelimo, en tak val indie pop, jazz, funk, punka pa še česa zraven. Za njimi so številni nastopi. Opozorili so nas na številnih glasbenih prizoriščih, tudi že veliko glasbeno ustvarili in, kot je rekla stroka, dosegli marsikateri presežek sproščenosti in pa tudi originalnosti. Tukaj je tudi njihova iskrenost, pa bomo videli, če bodo danes iskreni z nami in povedali, kdo je ta Lukatova mati. Pozdravljeni in dobrodošli na Radio SI Main Stage. Bova prišla do mame malce kasneje, ne? Zmenjeno. Helena je omenila tudi stroko, ne, ki je rekla v redu. Ne. Se pravi, je bilo tako, kot sta pred leti že imela Slon in Sadež, evo ti roka, evo ti glas, zdaj si pa naš, ali tako kot pri Floydih, come on here dear boy, have a cigar, you're gonna go far. Kako je bilo, ko je stroka rekla, v redu ste, v redu? Veš, dejansko itak ni taka stvar, ki se zgodi v torek 27. aprila 2021, ampak je stvar, ki 2 leti traja in vsakeč več folka reče, pa peja respekte iz muske, ne vem, naj si bo starejši bendi, ala Murphy, Joker Outi, naj si bo folk izvala, ala Karoli, Longika. Pač na vsake tok cajta pride nekdo pa reče, vaša muska nam ga pa vajba, ne. Včeraj je Anja Ramšak, recimo, šerala story, sem tako Madonna, evo. En korak stran od ADN smo. Pizda, dober je. Poanta je seveda v tem, da ko vas človek opazuje, posluša tudi recimo na socialnih medijih, ko posnamete kak joke, ko vabite na koncert ali kaj, delujete kot prijatelji, ne? Se pravi, to je najbrž osnova vašega benda, ne? Se pravi, neka kemija med 4 prijatelji. Dejansko ful zanimiv, ker po moje, da če mi ne bi bili v bendu, ne bi v live hangali drug z drugim, ker smo 4 toliko različni posamezniki, da pač enostavno nas toliko močno druži pa ta skupna kokos vizija, pa skupna energija, da požremo vse krege, vse zamere, vse razmike pa odmike v viziji pa v kreativnih razlikah. In je dejansko zanimiv, ker pač predstavljaj si, da bi ti bil band s 3 ljudmi, ki pač nisi zares friend z njimi, ampak največ časa preživi z njimi. V bistvu neke vrste familija, kada jo ne bi zares izbral, ampak nekako pač se je zgodilo, da smo mi 4. No, s familijo se moraš družiti v praznikih, ne, z bendom pa tudi še kdaj več. Samo toliko, da za začetek orišemo, kako se je začela zgodba, kje se je začela zgodba? Zgodba se je začela v Želimljah, tam smo bili v Paralelkah ali pa Izidor je bil 1 let mlajši, no. In smo vsi 4 fantje na gimnaziji v Želimljah smo pač rekli, da idemo začeti band. Takrat v drugi zasedbi, pol se je zadeva malo menjavala in je bilo malo priložnostno, pa smo pa uleteli v Ljubljano in 2019, ne vem zakaj, smo rekli, butnili smo Bobnarja ven, ki pač ni nič delal, pa mu ni bilo interesu delati muziko, in pol smo rekli, kaj če bi probali iti na Škisovo, in smo šli na ta Škisolov, tekmovanje, da se uvrstiš, in nam je nekako ratal se posreti na Škisovo. Prišli na Škisovo, tam spoznali dosti folka in pol se kar naenkrat začelo. In pol smo v bistvu bili vrženi v to, da moramo ratati band. Pa sploh po mojem nismo se zavedali zares tega, oziroma ni bilo tako, da bi bili tako, moramo imeti band, sam ko smo bili, to je bilo kar nice. In pol se kar zdaj vse bolj razvija in kar nas preseneča, po moje, še nas same, da zadeva to raste v resnici. No, morda in prav zato raste tudi, kar je pri vas opaziti in slišati, da pač delate to, kar mislite, kar počnete, ne? Da greste po nekem navdihu, da se ne želite ne ukalupirati, ne zdaj gledati, ne vem, se lotiti strukturirano, ampak ne, vzamem inštrumente, džemam, naredim komad. Točno to, stari. In jaz zato toliko ne maram metafor, ker mi gre na živce to, da se neko sporočilo prek medija ne prenese zares v svoji celoti. Ja, veš, namesto da bi rekel, fucking žalosten, zato ker me je beba pustila in zdaj imam že 10 dni, sem depresiven in ne grem iz fleta, si tako, morje žalosti je prevalilo temoto, ki presega v moje srce in sedaj, če miren stojim. Ne, povej mi iskreno, Mateja me je pustila in zdaj sem depresiven. In to po mojem ljudje
kad to poslušajo, pa slišijo, so tako, evo, s tem lahko relatam. Tudi mene je pustila bejba, tudi mene je pustil tip, ali pa ne, tudi jaz imam te drame, ali pa po drugi strani tudi jaz sem vesel, pa se ga hangam, pa napijem s svojimi bojsi, pa sem ful dober. In je tako, bodimo res, mogoče niti ne tudi iskreni, ampak predvsem se mi zdi, da čim bolj oprijemljiva besedila, tudi to nam je v interesu, pa tudi to je naša vizija na nek način. Se pravi, tisti Furam Suffer trend, ki je bil, ne vem, 10 ali 15 let nazaj, so ljudje začutili, da ni bilo to, ne? Ja. Nekako lažje kupijo to, kar ponujate vi. Ja, neko mešanco, ne. Tudi mi, Helena, ne, smo jih zelo hitro posvojili, najprej z Lejo, z 2 Y-onoma, Tako je, res je. ki morda ni bil najbolj, če zdaj gledam glasbo, najbolj njihov tipičen komad, ne. Malce provokativen, Ampak vsekakor, ne. originalnost, izvirnost, ne? Ja. Iz globin in globočin, ne? Da je profundis. De profundis ali pa kak deus ex machina, ne, ki pride in Točno tako. naenkrat razreši vse, ampak opazili smo, ne, tudi na prvi plošči, pa zdaj ne na drugi, podobno kot so i Totoji imeli, če se spomniš, ne, veliko komadov imate z naslovom ženskih imen, recimo, ne, se pravi, to je tista življenjska zgodba, ki si jo omenil, ali v čem je catch? Ja, dejansko mislim, prva plata, to so vse bejbe, ki so na prvi plati, to so resnične bejbe z točno temi imeni. In z drugo plato je bil pa mogoče ta premik pol, ker smo bili tako, ok, pač predvsem jaz, ki pišem besedila, sem bil tako, veš kaj, sloh komadi, ki so mogoče bolj taki, ki imajo besedilo, ki si lahko na nek način ga interpretiraš bolj, da ima neko težo, ne? Mogoče ni dobro preveč imenu omenjati, ker posegaš v svobodo te osebe, o kateri poješ, recimo, ne? Tako da zdaj, če si opazil, na drugi plati je ful manj imen, če pa že so pa malo zamaskirana. Recimo Lukatova mami, ne povemo nikoli, kako je imene. Mislim nate, ne povemo, kdo je mislim nate. Take fore. Dobro, Boris, hvala za enkrat, da ne bova preveč povedala že na začetku. Lizo in To Be Loved, prišlo iz trenutnega navdiha ali s kakšnim razlogom? Zato, ker nam je hud komad. Preprosto, prisluhnimo. Radio SI, Main Stage. Boris Kokal, koliko si z nami, da ne bomo samo o Borisu govorili, kdo so drugi trije še? Drugi trije so še Izidor Valič, Martin Drobnič in Anže Lajvec. In nekako ste kaj, kitara, bas, boben, kakšen sestav? In klavir, evo. In klavir. In za akustično zasedbo gre Anže na harmoniko. In Izidor na kajon in Martin Drobnič na akustičen bas. Tako da smo prilagodljivi, fleksibilni fantje. Multiinstrumentalni, morda bi lahko rekli glasbena izobrazba, kakšna formalna, ljubiteljska, privat, ure? Kaj je mešanca. Od tega, da Anže je šel skoraj na konzervatoriju in je bil tudi bil je na konzervatoriju, midva z Martinom imava glasbeno šolo, Izidor je začel bobne igrati 2019. Tako da je bil, če poslušaš prvo plato ali pa drugo plato, na prvi plati je on pol leta bobne igral takrat in se pozna. Na drugi plati model šele 3 leta igra bobne, ampak Madonna je že res hud. Mislim tako, kar je Izzy naredil, da začneš v bistvu pri 19 letih bobne igrati in pol pri 22 ga že žgeš kot on, fenomenalno. Tako da imamo, kot vidiš, zelo velik spekter, od konzervatorija do 3 leta igra svoj inštrument. Kako že pravijo, finally the rhythm is going to get you. Točno tako. Ne. Helena, če si upava uganiti, kakšne bende, katere bende so fanti recimo poslušali, ko so odraščali, ne? Tako težko je kaj reči, ne? Vsega bi lahko bilo, ne? Greva probat. Okay. Jaz stavim na Queen, recimo, ne? Ja. Okay? Ja. Ja. Premladi so, da bi spremljali Bravo TV iz mojega obdobja. Ne, To ne vem sploh, kaj je. Tako da odpade kakršna boy band scena iz časa 90-ih. Dej probajte na slovenski sceni. Aha. Ajde. Na slovenski sceni. En starejši band. Don Mentoni band. Ne. Ja. Kdo bi rekla, da je največji navdih na slovenski sceni, pa že 30 let so na slovenski sceni. Za kokose. Ja. Magnifico, evo. Ne. Band je. Regija? Primorska. Avtomobili. Ne. Zmelko. Tako. Evo, glede na pristop, ne, sva dolgo rabila. Ja. Morda zato, ker ste malce bolj funky, ampak ja. Je treba malce bolj tebe okarati, ne, si na glasbenem področju svetlobna leta pred mano. Zdaj, če se doma posluša, se zagotovo smeje do Maribora. Ja, točno tako. Lahko rekli. Dobro, načrti za prihodnost, glede tega, da ste zdaj izdali že drugi album, kaj preveč ne načrtujete najbrž, ne? Počnete svoje stvari, band je zaenkrat
ljubiteljsko prostočasna dejavnost? Ja, itak. Delati muziko pa služiti od tega za res cash ni stvar, ki pač jo lahko delaš v Sloveniji, če nisi Joe Kraut ali pa Siddharta. Oziroma, dejstvo je, da tudi mi za našo prihodnost nimamo ful splanirano. Tako je, veš, malo pustimo tudi temu, da nas sam life odpelje tja, kamor nas hoče. Tudi prišlo je, vse, kar je prišlo do zdaj v naš life, je prišlo dosko, nismo ful planirali tega, ampak se je dosti zgodil. In mogoče za naprej edini plan je še naprej delati to muziko, še naprej se imeti radi, še naprej ostati iskreni pa avtentični. To je pa v bistvu vse. Pa kamorkoli gre. Ni cilj stožice, pa ni cilj, ne vem, biti še 30 let na sceni. Cilj je sam pač delati, dokler nam je hudo in pol, če nam slučajno kdaj rata bedno, pa pač nekaj delati. Ja, pač naj glasba odpre prostor za vse ostalo, ne? Točno tako. Imate nek svoj brlog, nek svoj plac ali imate kakšen random reči, se dobivate en pri drugemu? Imamo plac na Šmartinski cesti, kjer se dobivamo, mrzlo je sicer, zdaj počasi ratuje toplo, ampak ne zaradi tega, ker bi plac ratov toplo, ampak ker sezona rata topla. Tako da pač nekako preživimo. Največji dom, no, se mi zdi pa, da največji dom se zgodi v studiu. Smo v Bear Tracksih, pri Primožu Velikoni, če slučajno poznaš. Tam snemamo komade in tudi zdaj smo nekako našli naš drugi dom tam. No. Vedno, ko tja pridemo, se imamo najrajši, se največ džusa zgodi, največ kreative, Primož je največji car in je tako sam hudo je. Tako da to je mogoče pa še bolj, za koliko se tak dom v zadnjem času ratov. Zdaj, če pogledaš, ne, ko si prej omenil tudi recimo Zbelkove, pa potem Bigfoot Mama, Siddharta in bendi, včasih se je zdelo, da je bil vmes tam 10-15 let nek gap, ne? Ja. Na slovenski sceni. Rekli so, kaj je, ne? Kje so rockeri, kje je funk, kje je pop rock, kje je, ne, sami isti bendi, en in drugi. Ne? Zdaj v zadnjih, ne vem, 8-10 letih pa je, ne, omenil si Joe Kraut, pa Murphy, pa Koala Voice, pa ne vem, ne, Fat Horse in tako naprej, pa zdaj še vi, ki ste morda kakšno leto mlajši, ampak vendarle, kaj je tisto? Cenejši inštrumenti, več si lahko upaš, malce si manj obremenjen, kaj je tisto, da bendi priplavajo na površje? A veš, da dejansko ne vem, kaj recimo je tisto, ampak je pa 100% tako, ko ti nekdo enkrat otre pot na nek način, pa si jo med sabo utiramo, da ne bo pomote, je tudi ful lažje. In se mi zdi, da po predstavitvi prve plate 2019 smo imeli after party in je Štras prišel do nas in je bil tako, fantje, lejte, to morate vedeti, ne. Kaj eden zraste, vsi zrastemo. Če vi zrastete, mi zrastemo, ko mi zrastemo, vi zrastete. In takrat sem tako, fuck Štras, točno tako, ne. Tle ni tekmovanje, mogoče v rapu je recimo tako tekmovanje, da se vsi tekmujejo med sabo, kdo bo hujši MC. Tle je pa bolj tako, ko zrastejo Jet Blacki, zrastejo kokosi, zrastejo Joe Krauti, zrastejo Murphy in je ekosistem simbioze. Tako da mogoče tudi zaradi tega, ker je toliko velik uspešnih mladih artistov, je v bistvu sam še lažji za nove mlade artiste. Ja, in potem se tudi sliši, ne, da se da, ne? Ja. In se da in je več volje in je vsega skupaj. Kaj pa sama scena, sama podpora strani, medijev, imamo javni servis, imamo komercialne radijske postaje, imamo tudi neke spletne portale, ki se z glasbo ukvarjajo, ampak vendarle imaš občutek, da okolje podpira, ovira, odpira vrata ali se moraš, ne vem, malce zlobirati kam, da prideš do nekega glasu, do promocije? Tako, odvisno kje. Nekje jaz bi 100% dal full velik respekt in vam in Valu 202 iz vidika, da že iz prve, tudi ko smo bili največji jajčki, da ste nas takoj podprli. Na enih scenah pa valjda rabiš se malo dokazati. Pa imaš kakšne stare šole, ki so tako, kva so te muloti, tlele se neki jokcajo, to ni rock'n'rolla, ne. In je tako, nekje dobiš full hitro odprta vrata, spet drugje mogoče ne toliko, ampak načeloma zaenkrat imamo full pozitivne izkušnje v sceni, z vidika sobendovcev, z vidika nekih avtoritet, pač se mi zdi, da so nas ljudje full lepo sprejeli, no. Tako da to nam je sam the best. Kaj pa, Helena, tisto rockersko življenje, ne, ko se ga je včasih omenjalo. Meni se zdi, da te mlajši bendi, zdaj, ko sva se z Borisom pogovarjala, da je manjša količina konzumiranega alkohola, ne? Mislim, kaj praviš? Veš kaj, pač mi smo res tako upokojenski band, če si iskreno. Pri nas je čisti abstinent, Martin Drobnič na basu je čisti abstinent, Izidor Valič je pretencioznaš, pa pije samo kraft piva, ki jih ponavadi ni v backstageu, ali pa ne vem, kakšne res dobre viskije, ampak pač edina tako malo bolj žurerja sva jaz pa Anže. Anže je bolj na ta zelenem, jaz sem bolj pač na kakšno viski kola varianta, ampak nismo neki hudi žureri, nismo tako kot Murphy ali pa te stare šole Siddharta, ne, mi smo zelo zmerni, kar se tiče alkohola, se mi zdi, no.
Nismo taki žureri. Mogoče bi si kdaj želel, da bi bili, veš, da bi kdaj zažurali skupaj, ampak gremo vedno tako polnoči iz špila domov k svojim puncam, ko največji piflari. Zdaj veš, kateri šport morajo začeti trajbati, ne da bodo kot pravi upokojenci. Da slišim. Balinanje. Ja. Mogoče se sliši zelo retro. Ja. Zelo retro, ne? Gre v kontekst, ne? Pa dopoldan se dogaja. Ne? Dobro, Boris, preden te spustimo zdaj na main stage, Plato, Levi govorijo, bomo slišali, tudi to je ena izmed teh bendov, ki so podpor najbrž. Točno tako. Platoji so full underrated, res dober band, hudi in na nek način smo se od vseh bendov na slovenski sceni še najbolj ujeli z njimi, no? Ker so res taki cari, tako da za vse ljudi, poslušalci Radia SI, poslušali boste Platoje, dajte jih poslušati doma na Spotify, na Apple Musicu, dajte jim priložnost, ker so carski fantje, pridite na njihov koncert in to je to. Tako, in Kokosi bodo imeli koncert čez dobro uro, Boris pa se pri nas oglasi čez 20 minut. Točno tako. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, zasedba Kokosi, Boris Koka, lep pozdrav še enkrat. Čau še enkrat, ja. Main Stage, si zavohal, si se postavil na ta tepih, ta zvok. Tako. Kaj praviš, če bo struna nastavljena, bo šlo ali kako? Ja, veš kaj, prva struna me nekaj heca, stara dobra Ejka na moji 150 € vredni kitari, mogoče bi si mogel boljšo kitaro nabaviti, ampak sam Main Stage je pa the best. Prav, ko sem prišel noter, pa videl tisti napis Radio Main Stage. Ja, počakaj na najavo koncertov 10 in 15. Komaj čakam. Omenil si kitaro za 150 €, ne? Tudi to je ena izmed recimo iztočnic lahko. Pocenila se je glasbena produkcija v smislu, da lahko marsikdo proba. Gre in si nabavi kitaro, nek program, karkoli začne nekako ustvarjati glasbo, pride do nekega svojega prvega dema. Potem je seveda več artistov potencialnih na trgu, kako potem izluščiti nekaj, recimo kot poslušalec. Ne? Poslušalec je potem postavljen pred neko izbiro, mimo predvajamo komad in zakaj bi recimo rekel, Kokosi, to pa ja, ne? Recimo, zakaj bi ti rekel Kokosi, to pa ja, da bi jih slišal v avtu? Stari, veš, zakaj bi jaz rekel Kokosi? Zato, ker smo najboljši Kokosi na slovenski sceni. Veliko bendov imaš, ki malo preveč mislijo, da je možno biti druga Siddharta ali pa drugi Joker Outi, pa ni možno. Mislim, je možno, ampak ti ne bo nikoli, ti ne bojo ljudje zares, te ne bojo res kupili. Vsaj ne popolnoma, oziroma ne boš imel res tiste fan baze ljudi, ki bojo res strastno s tabo. Mi nismo tako dobri muzičari spet. Nismo ne vem kakšni, ampak smo pa ful autentični, edinstveni pa iskreni. In mogoče zaradi tega folk kupa Kokose, ker ne probamo biti druga Siddharta ali pa druga Bigfoot Mama ali pa drugi Murphy, ampak probamo biti prvi Kokosi. Mogoče je to ta poanta. In potem seveda pridemo tudi do polja promocije, ne? Ja. Se pravi, pridejo Facebook, pa Instagram, pa YouTube, pa TikTok, pa Snapchat. Kje ste prisotni, kje niste, zakaj ne, zakaj ja? Facebook je za 40-letnike plus, ne, to vsi vemo, pa za... Helena se smeji. Ti bom povedal, zakaj. Končaj stavek in ti bom povedal. Okay. Twitter je za toksične politične debate, tako da smo se nekako še najbolj najdeli na Instagramu. No. Na Instagramu imamo pa kar močno fan bazo, pa folk je res angažiran. No. Jaz temu ne bom zdaj šel preveč specifike, ampak jaz furam naš Instagram in to je ful ene matematike v zadnji, predvsem pa enega razmišljanja, ker nisem fora o tem, koliko imaš followerjev, ampak tudi fora, koliko so aktivni. Ne. Mi recimo dobimo veliko če rečemo, ne vem, rabimo par ljudi za video spot, nam takoj full folka napiše. Ne. Nekdo ima lahko 10-krat več followerjev, ampak ima, ne vem, pač nima tega engagementa. In je po moje poanta o tem, socialna omrežja so najboljši način, da ti pokažeš folku, evo, to smo pa mi kot navadni 4 loleki, kreteni, slišali ste našo muziko, zdaj pa tle smo še mi kot osebe, tako da se ljudje počutijo na nek način, da se lahko malo bolj povežejo s tabo. To je tako ful dobro orodje. Pa tisti direkten feedback je, točno tako je, ki ga potem dobiš. Torej, dejal si, da nekako sami skrbite za te reči? Totalno sami. Za vse stvari, ne samo za PR, tudi Bukar je naš bobnar, finančnik je naš basist, finančna uprava je mami od našega bobnarja, PR pa menjanje za videospote pa z producentom sem jaz in je tako, pač vsi smo pač menedžeri na nek način in nobenega menedžerja nimamo. Zdaj ne bom sicer povedal, kot sem obljubil, zakaj se je Helena nasmehnila, ne? Ampak zagotovo, ne, jo pa vidim, da ima kakšno vprašanje zate, ne?
To se navezuje na nobeno to, povprečje. Da ga pribijemo na nobeno povprečje. No, apropo povprečje, če si ravno omenil, oziroma sta družbena državna omrežja, povprečna oseba v letu 2022 je bila na družbenih omrežjih 147 minut na dan. Ja, koliko je to na teden, koliko je to na leto, mislim, da tako suma sumarum, mislim, da 40 dni na leto. A ni to malo veliko? To je kar veliko, ja. Za moje pojme 40 plus stran vržen čas. Veš, koliko srčkov je bilo. In energija, ki bi jo lahko ljudje usmerili v karkoli drugega. Ampak, Helena, če ne bi bilo Instagrama, jaz grem staviti, da koliko si ne bi bili pol tok uspehov želj, koliko jih ženejo zdaj. To zagotovo. Platforma za poslovno in v tej smeri v privat pa zagotovo. V privat pa se strinjam. No, in smo ugotovili, nekako mi rabimo vas, vi rabite nas, omrežje rabi njih, se pravi še vso publiko. Točno tako. Kako hitro lahko razočaraš svojega ali svojo sledilka ali sledilca recimo na Instagramu? Koliko so to zvesti ljudje recimo? A boš kakšno objavo, koga razjezi in bo rekli unfollow? Zihar. Ampak se, veš ko, glih zaradi tega, ker toliko skozi šopamo na te storije, se jaz že 2 leti nazaj odločil, da sploh ne razmišljam niti 5 sekund preden objavim. Pa me pol za nazaj folk velikrat reče, to si kar objavil, kaj ti ni jasen, pač kaj je mogoče malo neka fora, kaj je malo na meji ali pa neki. Pa tako, edino pravilo, ki ga imamo zares je, da nismo politični, pa da nismo žaljivi, recimo. Vse ostalo pa lahko se delamo norca iz vseh, še najbolj iz sebe, lahko gremo v kjerokoli smer žanrsko, nima veze. Samo pač, da nismo politični, pa da nismo žaljivi. Te 2 stvari. Dobro, da se malce vrnemo k muziki. Čustveni vrtiljak je druga plata, razlikuje se, kot si dejal, morda kaj je malce bolj zakamuflirano, kaj kot je bilo na prvi ali kako? Ja, I guess. Predvsem je pa šlo na ful višji nivo produkcijsko, pa ful več razmisleka je šlo noter. Z našim producentom Gregorjem Bajcom smo se res lotili tega projekta tako celostno in je to tako izgledalo, da smo aranžmaje delali ful dal časa v studiu, dejansko smo bukirali več dni v studiu, da smo se res vsakemu komadu smo imeli en studijski dan za posvetiti ali pa pol studijskega dneva. Vokale so pol midva snimala še po 10 ur in veliko stvari se je zgodilo naravno, velikih je bilo pa treba res piliti. Predvsem smo pa preko tega procesa delanja te plate, ta plata ni samo produkt, ampak je bil tudi proces, preko katerega smo mi ratali ful boljši band. Gregor je naš producent in je naše sistemske napake izpostavil, je bo tako fanti, vi špilete vsak zase, pa kaj je to fora? Dajte se naslon drug na drugega, tle ne rabiti kitara, tle ne rabiti klavir, tle pač boben sledi vokalu, vokal tle sledi bobnu in je pač izpostavil neke stvari, ki jih mi sistemsko delamo v muziki, mogoče kar ni cool in smo iz tega vidika s to plato res zrasli. No, tako da je tisti problem drugega albuma bil rešen, bil. Po navadi vedno se nekako izpostavi. Dobro, da malce predahnemo z glasbo Wolfpack, zanimivi funkeri, tak indie funk, ali kakorkoli bi rekel. Ozadje, ali zato, ker je pač cool komad? Te bom mogel razočarati, odgovor je enak prejšnju, zato, ker je cool komad. Dobro, v redu. Radio SI Main Stage. Tako, koliko si Boris Kokal, čez dobre pa ure gre za res. Kaj bomo danes lahko slišali? Danes boste slišali eno skrajšano verzijo Čustvenega vrtiljaka. Zanalašč je narejen na isti način kot album in sicer na tak način, da te naprej zapelje noter z par temi hitiči, malo pozitive, malo se hecamo, malo zafrakancija, pol te kar naenkrat useka v depresijo, imamo 2 ful žalostna komada, ki te tako nostalgirata, ki se malo zjokaš, mogoče lahko si malo počutiš tako ranjenega pa ranljivega in pol na konc s to zadnjim komadom pa vsekamo spet v čisto žurko, v čisto euforijo, histerijo in bo za poslušalce mogoče kar težko poslušati, ker je tako vrtiljak, ampak to je cela poanta. Tudi na plati, če si poslušate plato, veliko komentarjev smo dobili, kako je lahko en ful dober vesel komad, takoj z enim ful lepim, žalostnim, nostalgičnim, pač čist me je vrgli iz tera. Ja, to je cela poanta, naslovni džabe, čustveni vrtiljak je čustveni vrtiljak. Ja, kot življenje, Točno tako. Dnevi v tednu, meseci v letu, leta v desetletju. Helena, najbrž še imaš kakšno zadnjo besedo za
našega gosta, preden ga spustiva na oder. Ja, imel bo Boris v bistvu sam zadnjo besedo, enih par istočnic, par vprašanj smo pripravili, brainstormali, naumili, se trudili, 14 dni razmišljali, sedaj pa prva bo najboljša, ki jo boš izustil. Ok? Zmenjeno. Romantik ali realist? Romantik. Najljubša aktivnost v prostem času? Basket. Kako začenjaš jutro? S kavo. Če bi moral izbrati med digitalnim in analognim? Digitalno. Hodiš v hribe? Enkrat na leto. Kam pa? Kamniško-savinske ali pa julijske. Knjiga, ki bi nam jo dal v priporočilo? Človek, navodila za uporabo? Spomladansko čiščenje, da ali ne? Ne, ampak moj cimri bi rekel, mogo bi reči ja. Če bi se na ulici srečal kot 15-letnika, kaj bi si svetoval? Ne se toliko sekirati, ti kreten neumen, pač life nima smisla in vse bo dobro. Kako je sedaj tista z Lukotovo mati? Lukatova mami po mojem še sama ne ve, da tako mat obstaja. To je to, kar se nas tiče. Hvala lepa. Hvala ti. Dobro. Nad odgovori seveda nismo bili presenečeni. Presenečeni bomo tudi, če bo koncert štimal, kot si dejal, veste, kaj delate. Tako da še enkrat hvala za obisk, čez pa ure se vsi priklopimo in prijetne koncerte tudi v prihodnje, v letošnjem letu in dobro delate še naprej. Ja, hvala za povabilo, pa ja, poslušalce vabim, da pridejo v nekakšen špil. Uživo smo še boljši. Hvala lepa, za konec pa Murphy in Tobogan. Radio SI Main Stage.